Tole. Malo se pa že vidite. Evo pa še tole. Nov fit puloverja. Tranirka. Črna. Spodaj del. Črn. Evo, Sonček, tole vam še na hitro posnamam, jaz se pelem v showroom. Sonček je in čist, ko mi čakam, da gremo na bike. Spet bolj na easy, pol v klanc gor so te eni raztegnili. To je to, jaz sem šel včeraj testirati, da moder ga ni šele in se dobro gor počutil, je pa res, da tako, ko sem se unga spimpal, se čuti razlika, da pač tam bolj leti. Glede tega casual tekstila je pa sam treba pač dobro, da veste, so zelo gosti materiali, oversized fit, tako da tisti, ki iščete, da vam bo čim bolj teleran ta tekstil nov za vas, tisti, ki pa iščete malo bolj cozy, je pa perfekt. In to je to, se vidimo danes na rundi, pa ne pozabite, vsi, ko boste ostali še po rundi, bomo še ena očala danes žrebali, tako da to je to, vidimo kmalu, čau. Trgovina je odprta, hvala Mirsad. Zdaj pa čakamo na drug velo izlet. Tule bomo štartali. Delač. Vajco, kako ona to pripravlja. To, futer. Da nov crkan lakje. Ja, ni, a to je za Mirsada, to je pa za mene. On je rekel, da mora shujšati, pa malo manj. Pa rekel, da ne bo to gonil. Jaz sem si pa sep naštinjala. Ok, danes drugi velo izlet. Ja. Kdaj se runde začnejo? Runde se začnejo, ko se ura predstavil, in kakor sem gledala, je to letos, mislim, da je 31. marc. Prva runda, torek. Ok, the best. In kaj danes pričakuješ od Strade Bianche? Ja, pričakujem, da bo Pogačar zmagal, čeprav je bila včeraj malo čudna izjava, to neki z Del Torom pa Busta, pa ne vem, ampak to je verjetno malo zavarivanje neprijatelja, tako da upam, da je samo to. Če ne bomo pa gledali boj, tako kot smo ga pri ženskah pred leti. Mogoče sta ona dva šprintala na koncu za zmago. Dobar, zdaj vidite, zakaj Petra nima pojma. Nimam pojma. Kaj pa danes na izletu? Danes se vam je pa ful lepo. Vreme je krasen, sonček, jaz sem danes imela kar navadne kratke hlače, nič termo, nobenih nogavčkov. Ti veš, da je bilo 6 stopinj zdajle, ne? Ja, zdajle, ko sem se spalala, sem jih je bilo 9,5. Madonna! Ja, pa... Si do takrat se pa že do 40 se grela, ne? Ja, pa 40 pa ne rabim, pa 40 se pa slečem do nazga. Včeraj sem šla na kolo in sem se mogla Kdaj sleč. si pa hujška rekreativca? Ja, pa se prav, če ti je vroče, da best. Ja, neki zadnji čas se mi je bolj vroče. Ok. Včasih me je bolj zebel na kolesi, ja. Dobar, a pa bo pica danes? Ma ne vem, bomo videli, no. Načeloma niti nisem imela v planu, ker ne bomo se niti na kavi ustavljali, tako da ne bomo nič pobirali. Bomo pa kle naštimali, imeli regeneracijo gumaste bombončke, bomo imeli kakšen prigriz, gricke, kakšna taka stvar, če bo pa kdo zelo lačen, pa se pa itak lahko naroči, Julči je blizu, tako da pol urce pa imamo pico. Če ti v te hitro? Ne. Ne? A ne? Ne. A nimaš dobrega kolesa, pa ne moreš hitro se speljati. Ne, jaz sem problem, ne kolo. Wow, že je priznal, da je on problem in ne kolo. Ja, itak, ko sem že jaz napisala danes, da boš jamru. A ja, kiva? Ja, objavila sem tvoje unka, jamraš, kako mu se je mogel z modrim kolesom revček pelati. A ja, to bo svoj videl nisem. Ja, no, sej boš, poglej. Ne bom, brez veze. Rekla je tudi, da dala tale trak gor na kolo. Ne, no, še povedati. Ja, pa se to bo zunaj čez 14 dni šele. Je to itak? Ne, to. A je to? Ja, tako da... da... Kako toliko časa? Ja, naslednji teden imam drug. No, nima veze. Naslednji teden pride ven gravel test. Tako da za vse, kar vas zanima. No, vse, kar ste že videli takrat, ko gre tole ven. No, če še kaj tazga? Ne, če ti se pripravil?
Kva? Če sem dosti jedel, sem. To je tako dvoma, da ne ti da sjedo. A si naštimo futrčka, tako kaj jaz? Ma jaz sem bombone, stari, vrečko sem ti bombone. škarjami. A ti naš še slabo po teh bombonih? Pa ti? Ne. Vseh ne jem skozi. A kaj ješ jim tropika? Pa se jaz nisem toliko na kolesu kot ti. Ja, mogoče se tudi res. Ja, si, kaj ne? Vse, ko se začela Je bil sploh tle v delavnico. A ti bi šel delat? Ko smo delu? Vaj bom prenašal. Se to ni tako težko. Mislim, mene ni za Petra, pa ajde. Če ti je ratal že zdaj 10 let, če že navadil. 11 let že. Bo pa še zdaj že 11, ne? Mirsa, ti me moraš naučiti ta selektiven sluh, kako ti to rtuje. Vse tebi to kar gre že. Leti. Vse že tu moram reči, da za njegova leta mu to kar gre dobro. Zdaj sicer mogoče, da to ne zna pri drugih ženskah, ampak pri meni to mu kar rata. Mogoče pri drugih ne znaš tega selektivnega sluha uporabiti. Ne, znam, verjamem. Mislim, da boš včasih sploh me ne poslušaš. Sam pa v unih ženskah je tako, da zakaj me ne poslušaš, pač pa greš še naprej, pa napraviš, pri tebi sam grem. Ja, se vam vrnem. Ajde, čau. To je pa ta prednost, če pa sam prijateljico. Ja, sej, če narediš to v vezi, je pa še hujš pol. Ja, itak da je huj. Se je skršal. To je najlažji narediti, a ne? Ne, se to, joj. Greva v srana. Ne, ful lažje je poslušati tebe 1 uro, ko se pizdiš. Zdaj dosti delamo že te ženitvene Dobar, težave. Ja. ajde, dobar. Svetovanje. Najprej, če se niste nič nabavili za dan, že na jutr je, tako da ne zafukati. Tako da, številka je pa 1, 4, 5, 4. Bravo, Boris. Da vidimo. Evo. Evo, čakaj, da vas skup. Narejen. Tork po drugem velo izletu, po testiranju gravel kolesa, tako da vam najprej lahko malo o izletu povem. Meni je bilo top, sploh druga polovica, pol zdaj smo se odločili, da bomo naredili eno skupino, ko šla malo naprej, pa bomo malo zventilirali, tako da so malo hitrejše menjave, malo manj govorjenja, pa ja, se mogoče malenkost bolj gre hiter. Potem pa, kar se tiče samega gravel testa, jaz sem z bajkom noro zadovoljen, pa mogoče nomke preveč, ki boste itak videli v reviewju. Ta glavna stvar, ki je, komu bi ga svetoval, ta kolo je za nekoga, ki logično se rad tudi voz po makadamu, pa zelo veliko vas je takih, ki se vozite sami, hočete imeti dober kolo, ki se čuti ta prenos moči na cesto, da bajk potegne in mogoče glih za vas je lahko tudi ta kolo, ker poleg tega, da date lahko zelo široke plašče gor, se pravi, da pri pomoreh udobju lahko samo zamenjate ene wheelsete, pa imate ene za cesto bolj, ene pa bolj za gravel in ja, bo kaj tazga, rečemo top. Tisti, ki pa ste navajeni na bolj race kolo, se pa isto lahko naredi, rečemo tudi na fejtu, ki ima do 35 mm plašče, možnost dati v okvir in ja, ga imate lahko pol isto za gravel brez problema. Je pa razlika tukaj mogoče malenkost v položaju, ker ta gravel kolo ste malo bolj na zadnjem kolesu in pol je tisti, ki niste prav tehnično orang sposobni oziroma podkovani, vam bo ta gravel, sploh za makadam, malenkost boljš, ker takoj, ko imate težišče malo bolj naprej, se pravi, da je bolj na sprednjem kolesu, ko vam ta zdrsne, ste lahko tudi zelo hiter na tleh, tako da, evo. To so mogoče te glavne razlike. Bolj pa, zdaj se furam do Berka, upam, da bo naš predsednik Kolesarske zveze Slovenije tudi tam. Imam eno darilo za njega. Tako da, to je to, grem po en sedež za gospoda, ki je vzel tistega rdečega fejta, ki ste ga videli, pa še 3 podložke.
za eno stranko ena, pa ena je zelo všeta, pa še podložka še isto za tega gospoda, tako da se sedež lahko še malo bolj naprej premakne. Zdajle praktično vsakmu, ki to svetujem, pa je lahko to ženska rekreativka, ki ne dela bajnih kilometrov, ali je to kakšen racer, sem te itak že ponavadi že kar vejo. Bolj, ko se da težišče bolj naprej, boljši občutek imajo na kolesu, lepš poganjajo, isto je z krajšimi gonilkami, pa zdaj nam rekel neke ekstreme, ampak tam 170 do 165, odvisno od višine. Zdajle, ja, za nobenega nisem slišal nekih slabih komentarjev, no. Vsaj, tako bom rekel, po samem občutku na kolesu. Rečemo tudi Meran, pa je koliko 182, pa je pri meni zdaj te 165 gonilke probal, pa je rekel, da so mu top, da bodo tudi zdaj to vse bila. Tako da, evo, to je to. Moram se vsem upravičiti za z dobavami letos. Milan Sanremo majice še vedno ni, upam, da pride konec tega meseca. Ne vem, kaj se kle dogaja, ampak kar dosti polom. Pa smo imeli pa še težave z Princetonom, ker so šli na te nove feltne in logično tisti, ki ste jih naročili, se mi zdi, da so sami tujci. Ja, se so sami tujci, tako da oni ne gledali, ampak vse vam lahko povem. So šli pač na te širše feltne, oziroma novo izvedbo Wake Evolution 2. In logično, te stare so vse prodali, ni bilo barv nobenih in so zdaj čakali in zdaj so že vsi živčni, no. Tako da pošiljka je pa nekje na poti in vse, kar jim lahko obljubim, je, da bojo hmala, ne. Se vračam, oziroma že zamujam na šiht. Nisem se že zdaj uradno na šihtu, ampak nima veze. Kot vedno, ko se z Juretom zapričava, gre hitro 1 ura okrog. Videl sem še njihove bajke. Moram priznati, da v živo so mi še lepši, kakor pa na fotkah. Tudi zelo lahek, s pedali vred, s to top grupo, okrog 7.1, 7.2, s košarcami itd., tako da top. Srečal sem tudi Andraža, mu čestitil za mesto predsednika, ki se je vrgel v politiko. Me prav zanima vaš mnenje, kaj bi bil razlog, če bi imeli šanso, da bi se sploh da bi se odločili, da bi rada, mislim, da bi šli kot predsednik KZS-ja. Pa to drugo, kaj mislite, da bi bilo na koncu mandata za vas kot uspeh? Ta tretje, a mislite, da bi lahko dosegali tako, da bi bila večina zadovoljna? Oziroma, kaj bi mogli narediti, da bi bili, ne vem, in kolesarji, in klubi, in vse ostalo zadovoljni? Ker meni se zdi, da je to nek položaj, ki karkoli boš naredil, boš iz ene strani poje. In tako da Andraž, srečno. Jaz upam, da ne boš obljubil že pred koncem mandata. Tako da, nič, pa da vidimo, kaj bo prinesel pod gospodom Andražom vse skupaj. Evo, sončki,
Zdaj pa, jaz imam končno tole kapo, ki sem jo dobil za darilo iz Tajske gor. Ene parkrat sem jo že imel, ampak nima veze. Skratka, danes sobota, kaj datum, mislim, da je 13. ali 14. se ne vem. No, smo se odločili, da bo runda, ne? No, da bo izlet, ampak zunaj je tak shitty weather, da zdaj, ko se furam na lokacijo, me prav zanima, koliko vas bo prišlo, ampak če vas bo enih par, pol se bomo šli zapelati. Ne vem, bo trasa ista, bomo kam drugam obrnili, ker na tem koncu Ljubljane malo dežuje. Tako da, ja, si boste vi lahko komot vse pogledali, glede v tem vlogu. Mene pa prav zanima, kateri so oni ta divji, ene par mi jih je že pisal, tako da se zna zgoditi, da še vsem neki folka vsem pride. To Miran je bil včeraj na podcastu, ko ta vlog zunaj boste vi itak že vedeli, tako da je itak čisto zadovoljen z bajkom. Bomo videli, kako bomo zdaj za naprej. Ampak ja, z Miranom sem se pogovorila, oba dva veva kaj pa kako. Zdaj bomo pa videli, kaj bo cajt prinesel. Tako da sem pa vesel, da je zadovoljen bil s kolesom, tudi z določeno našo opremo. Tako da ja, evo. Vse stvari, ko bi rekel, odvijajo v pravo smer. Jaz sem pa v bistvu najbolj vesel, da sem načeloma mu lahko pomagal, pa na podcastu sva še nekaj govorila. Tako, kot tudi on ni verjel glede kolesa, kako se pele itd. Ne? In najbrž se vas dosti ne zaveda, ampak ko si 20 plus let gradiš neko kredibilnost, si ne moreš pol privoščiti, da zaradi enega izdelka, ki si ga sam začel uvažati, pa da nakladaš v njem, oziroma da ni toliko dober, kakor dejansko je. Ker to gre v njih 20 let, lahko v enemu takmu izdelku gre lahko nič. Tako da, ja, sem vesel, da je bil res on na koncu tudi ful zadovoljen z bajkom. Tudi z obroči, zdaj gremo pa naprej, da vidimo, kako kolesarno. Čau. Gospod Boteli, si olimpijsko pripravljen? Vedno. To pa ja? Vedno. S telimi jajci tamle že moraš biti stari. Letos si ga bom dal za ocen. Pazi, da bo dobra ocena. Ko mi čakam. To bo Brn. In Jaka, ti? Ti si prvič letos, a? Ja. In? Nasmejan si toliko, da nas boš vse zadnji pustil. Prvič, ne? Sej to. Še ne veš, kva te čaka. Nekaj tale števko, ta je že cel kisu star. Ta že ve, kva ga čaka, že kurac. Ne vem, ker grem prvič drugim kolesom. Sej to. Bomo videli. Sej bi kaj skurcu tvoj bajk, pa ga ne morem, tako da Ja, v sej. vsakem primeru imaš dober kolo. Končno si nekaj raznega pove. Ja. In Davor. Jaz sem pa pripravljen. Sej to. Da grem za Števko to zniško. Dobro, ko nijem par metrov. Kukor sem jaz mislil, da nas nov nič, da se v bistvu kar nekaj nabrali. Tako da. Da odpreš noro, no. Danes, jaz sem spal 4 ure. Bo kar nekaj klanca. Ti pa sta malo plisu. Jaz malo mogoče. Tam je požgal neki vmes, ja, da je. Lej, koliko so nasmejani vsi. Še dobro imajo vsi velike naočala gor. Tale ni škrletiv hrib, sej ne vem zdaj, ali je to kolo, ali so noge, ampak ajde. Kar v redu. Se nisi sprazno ene 3 dni, ampak zdaj. Dobrico. Bobončki sem mislil. Danes moram spucati tole raketo, tegale grevalčka, ki ga takrat še nisem spucal pa namazal. Pol imam pa še klele tega, ki ga je pa Uroš testiral, da bojo ta vikend spet pripravljeni za nove fure. Soseda? Kurc te gleda. To sem hotel reči, tam sem mi reči. Ja, že pa kurc me gleda. Ovako imaš tile bafak. A? Velo, bar, Ja. pa to. Kar v redu, a? Danes tole
No, sem bila že v fitnessu, zdaj imam pa 1 uro pa pol easy vožnje. Hej, dlje od tebe, ki grem bolj zgledaš. To je tako, se bolj vidi moja postava. Ja, sej to je. Jaz upam, da me ne odpihalo, no, s tem filtrom, kaj ti praviš? Pa lej, če te bo, te pa bo, ne. Sem poklicala, da me priješ na lužic, samo kakšen graben. Jaz te lahko sam še povozim pol. Ne boš ti mene pozval. Kaj boš ti brez mene? No, daj nekaj. Kaj boš ti brez mene? Kdo pa tebe gledal? No, jaz sem moške gledati. Kaj mi piše recovery? Pa je, da nimam. A recovery imam? In koliko boš naredila? Ne vem, ura 45. Zmrznila. A misliš? Ja, ful. A me zdaj bava? Ne, res. Ne rajš domov na trenažer? Ja, pejt rajš na trenažer. Ne, ne grem. Sled se pa pejt na trenažer, no. Ne, zdaj sem se že oblekla. Ne, moraš. Pa sam en bidonček za uro 45. Dosti. Imam še za jesti. Stara šola, ne. Ne, nisem stara šola, imam ponovadi 2 bidona, ampak danes bo dosti, ker bom jaz to malo skrajšala. Ej, sej, kolo imaš glih tako aero, da si direkt za tale veter, veš, kako boš rezala. Ti me ne hecaš, a ne, saj vem. Zdaj si me pa prestrašil, kaj grem nazaj noter, kaj? Ja, pet not. Dajte mi povedati, da ne gre nazaj nota, ne. Ti si rad usrana, ti si samo en polž, ka ti ne moraš iti na kolo, ker moraš delati. Jaz sem že zjutraj potreniral, tako da se ne sekiram kaj preveč. No, daj, a boš še kaj povedala? Ne, več ne bojo, kaj ne ti govorim, da ne zebe? A, tole ti Ej, na trening. pogrem pa jaz na to, pa laj, čau. Ne bo me zebal. Lej, kaj imam še? Bo. Lej, kaj imam še? Lej. Kjero veselje. Zdaj pa ne bo, a ne? To je podoben kot oni, ki so malo zaostali, ki vidijo neki, pač, ki jih veseli, pa se pa... Evo, ninjo. To je treba posneti, tole ninjo. Ona potrka noter pa... Ni to hudo, ampak me pa v ušesa zebali, tako da sem si dobro, veš, tale bufa. Dobro sem jo imela gor. Čakaj, takole si izgledala na kolesa. Ja. A sem... Ti si, tudi če si oblečena, kukar to klepo, a ne? A ni v redu. Kaj Ko te si jaz... take so tam v Turčiji vse. Dobar? Ja, tukaj na robe pa. In kako je bilo na kolesu, rač povej? Drugače bilo ništa. Bilo je dober. Piha k prasica. Odnesel me sicer Dej, to je Je pa ene dvakrat malo. prijazen tudi mladoletnim osebam, tako da prosim za lepo govorjenje. No. No, prostite, ja se res to pa. Moram začeti malo Prokleta paziti. pička smotana, to je pa noro. Ja, takole mene sosedi ven zaprejo, takrat, ko imajo ko veter piha. Tako da danes tale veter je bolj bogi, noben zunaj ne sedi, jaz sem pa ven zaprt. Tako da zdaj bomo se sprehodili. Da malo vprašamo Petri, kaj si mislil o Milan San Remu, pa predvsem o Vingegardovih hlačah, ko je imela zapovedati, da vidimo zdaj, koliko bo glasna. Pozdravljeni. Kaj si likle, kad nareštejemo sprašal? Ej, a to ti je dala za hlače? Ja, To je njena matematika. nekaj ostalo si pa sam doplačil. Hlače 200 evrov, ona klema 40, saj sem ti jih jaz kupila. Ej, šefica, boš prišla povedati. Zanima me, kaj si ti misliš o tistih Vingegardovih hlačah ta lepih, ki jih je vozil na uni ta zimski etapi. Ja, ne vem, sramota. To bi mogel v bistvu ga diskvalificirati iz dirke, ker s takimi hlačami, ne vem, no. Včasih so, če so imeli drese odpete, so jih niso smeli imeti, ne. Pa tisti še ni tako grozen, to, kar je pa on vozil, to je pa katastrofa, ne vem. Pač kao, nima časa se sleči tako. Jaz sem slišal, da so mu jih, ker so tako stran visele, da so mu jih škarjami, zato da bi jih kao lažji dol dubu,
ampak jih še vse ni dol dobil, tako da ja, ne vem Da kaj. se tukaj štoras, še dobro, da... Je dobro, da jih ni začel dol tlačiti. Ja, se če bi še malo plačal, bilo verjetno smešen za videti najbolj. Ja, lej, klovn, kaj ne reči. Ma še kaj tazga za pokomentirati, Pariz Nico pa Tirreno Adriatico? Čakaj samo, ja, Pariz Nica jih je zebal tam kamačke, pa na koncu je Vingegaard šel z Martinezom. Pač nažgal jih je, ampak res, da nimaš Da se bila ena fejspunca pranžetu. Ampak je, da se ga tako strašal, da je kar pobegel. Ne, mislim, da je Mirsa tudi tako gledal, da tudi njej ni bilo na Če je časa. tako dobro razgledala, da je Mirsa tako bulu, da je po dolgem cajtu Ja. dobro babo videl, da je ura po bulu. Ja, tako nekako, ja, ko Mirsa ti kar obstal. Tim kle je večkrat kakšna prpalala, da nam se tako neumen obnašal pred ženskami. Ja, Tirreno Adriatico, pa ja, sem vesela za Rogliča, se je kar dobro izkazal tudi na Tirreno Adriatico, glede na konkurenco, pa na vse skupaj, koliko jih je bilo, pa glede na to, da je mogel v bistvu pomagati Pelicariju, tako da mi je bilo, že sem gledala, no, vse etape več ali manj, tako da zdaj lepo pa vozil spet Rogla, Milano-Torino, tako da bi Danes je. Ja, zanče da izjavil sicer, da ga ne bo nič vozil, da ne vem kdaj, zgleda malo sam ne ve, čist točen. Malo je hecen, no, mislim, deluje mi letos, kakor da se malo je prišel sam še zabavati na tele dirke. No, sej hvala Bogu, če je tako po en stran, ker to, če bi že prej delal, mogoče bi mu bilo lažje. Ampak tudi malo hecen intervju je dal vmes, en tak malo ni čist gledal, kada je čist Pri stvari. na zemlji, kada je iz vesolja prišel glihkar. Kaj pa si praviš v Vanderpolu? Vanderpol, ja. Jaz upam, da se je zdaj toliko skuril na Tirreno Adriatico, da bo Pogačar nažgal na Sandrijo. To so te pobožne želje Slovencev. Ja, v bistvu jaz sem mislila, da bo bolj Čakaj, daj, pečno. vsem, da bo kaj več. Kaj več od njega se je pisa, kaj dvakrat je zmagal ali trikrat. Razvrstitev, da bo tudi kaj glede na to, da ni bila taka trasa. Kaj ga boli John njega za končno? To je on je vzel to Zakaj si ti skozi za po glavi božaš? trening, ko imam seksi glavo, Ja. ko mi paše, ko nobena druga ne boža. Aha. A lahko gospa zdaj snemamo, no? Hecam se. Jaz sem belo kavo, bo ne reči. Belo kavo. Niste se z mojim agentom zmenili, da ne bo snega. Ne, Ja, nam svet spomladi moramo grelce pržiti. Ja, ne, sej, nekaj sem ostal, ker jih veter raznaša, tako da ni problema. Vse. Ja. No, vse bistvo je, da veš. No, pol boš povedala še napoved za Milan San Remo. Ja. No, Jaz mislim, da bo Da vidim. Pogačar zmagal letos. kako pa? Tako, da bo dal tisti še 1% ven iz sebe, ker je rekel Vanderpol, da če bo mečkar imel slabše, samo malo slabše noge, ki jih je imel lani, pa Pogačar samo mečkar boljše, ki jih je imel lani, pa ga lahko Ne, se bolj mislim, kje misliš, da bi mu Ja, lahko sej tako, rata? kakor je, sej druge ni. Kako je? Ja, pač na zadnji klanc ga bo nažgal, sam da mu bo ratil pač ta pobeg. Jaz mislim, da je edina možnost, da Pogačar zmaga, je, da ga odšprinta. A da ga odšprinta Ja. Vanderpola? Znebiti se ga ne more. Ja. Prej bi rekel, da mu bo Vanderpool skočil na konc, pa da bo Pogačar odpadel. Kaj pa če objema guma boč? Ja. Bom pa Mohorič. Ne, jaz vedno pač verjamem v Pogija, da ima za vsako dirko, vsako sezono nekaj pripravljeno za nas. Sicer letos mislim, da je to bolj Pariz-Roubaix, da nas bo tam ta poslastica čakala, ampak ja. Ti tukaj z mlajšim avtobusko bi jaz tudi kaj vedela za Ti klasike. šla, kje snimati, Ja, Ferenc to je gleda. gostinski lokal. Ferenc gleda. Tole je kar fajn. Tole v Velotu je kar na družinskem nedeljskem kosilu.
Vedno so neke pritožbe iz enega konca. Po mojem bomo kar zaključili, tako da upam, da ste uživali. Kjer mu izletom? V soboto pred Milano San Remo. Vi ne greste, se res vi ne greste zdaj, vi greste naslednji vikend. Ja, izlet bo. Ja. Pač zebal nas bo. Ja, prav, imel se nasokiram. Oblekali se bomo fajn, pa šli bomo eno tako, da nav kakšnih hudih klancev, da se nam treba spuščati. Grem zdaj gledat vreme, pa objavim, kam gremo. Prav, zmenen. No, enoč, to je to, kar malo zapovedati, ne? Ja. Čau, sončki. Gledala sem podcast tebe z Miranom, fantastičen. Prvi podcast s tvoje strani, ki je normalen za gledati bil. Od vseh, ki so jih kdorkoli prej kaj pohvalil, ampak ta mi je bil pa res všeč. Tudi Kavčnikov ga pele star. Evo, Miran, zdaj si slišal. Bom pa v kolesarskem čepu malo še pokomentirala. No, čau, sončki.